Moje ime je Ana Roter, raziskujem na Nacionalnem inštitutu za biologijo na Morski biološki postaji Piran. Po svoji izobrazbi osnovni sem mikrobiologinja z doktoratom iz statistike. Veseli, ponosni in hkrati počaščeni smo, da smo zdaj nekaj tednov nazaj uradno začeli naša inštitucija kot vodilna partnerica in jaz kot vodilna raziskovalka voditi projekt Ocean for Biotech. Mi delujemo na področju morske biotehnologije. To je veda, ki je nekako v povojih, zato ker se zavedamo, da je morje neodkrito in hkrati ocean možnosti in priložnosti. Neodkrito še posebej v mikrosvetu. Morskih mikroorganizmov je toliko, da jih mi poznamo samo 1%. To se pravi, želimo si jih spoznati veliko, želimo si primerjati, kateri mikroorganizmi so v različnih morjih in želimo vedeti, kaj ti producirajo, zato da lahko te spojine uporabimo v medicini, v prehrani, v farmaciji in tudi kot vir novih materialov. In ne nazadnje, kot sem večkrat poudarila, kar je moja taka egoistični namen, je pa ta, da je res realna možnost, da v prihodnosti pridemo z novimi produkti na tržišče, kar odpira nova delovna mesta. Znotraj projekta oziroma akcije, se v tem primeru reče, imamo že morsko kemičarko, ki bo se osredotočila predvsem na ta aspekt. To se pravi, ne toliko na raznolikost organizmov, ki so v morju, ampak na raznolikost spojin, ki jih ti organizmi producirajo. To so lahko vitamini, to so lahko neke zaščitne snovi proti UV žarčenju, to so lahko snovi, ki so zelo odporne proti visoki slavnosti ali pa mrzlim temperaturam in še kako zelo pridejo prav v našem vsakdanjem življenju, v gospodinjstvu, v kozmetiki in tako dalje. Imamo tudi biologinje, ki se bodo kasneje pridružile in bodo sodelovali pri vpeljavi novih metod za preučevanje te raznolikosti organizmov. Slovenija ima tukaj veliko priložnosti, tako da z nekim takim aktivnim pristopom in veliko željo po inovacijah lahko postanemo celo vodilni. Meni osebno je pa zelo pomemben še en aspekt in to je komuniciranje. Mnogi od nas ne znamo, ne znajo, se ne želijo priučiti, vendar brez komuniciranja ni prihodnosti. Ker konec koncev mi smo odgovorni javnosti poročati o tem, kaj delamo, odgovarjati na vprašanja v poplavi različnih informacij, ki včasih tudi niso najbolj točne, je tukaj naša dolžnost, da osredotočimo pozornost na pravo smer. Zato, ker zaradi tega potem prihaja pogosto do konfliktov in napačnih interpretacij. Ampak gre, kot sem rekla, za našo dolžnost in konec koncev, če jaz delam nekaj, za kar nihče, niti sosed v sosednji pisarni ne ve, torej, ali sploh delam nekaj, kar je relevantno, mislim, da bo prišel kmalu čas, ko bodo vsi z veseljem poročali o svojem delu, da nas boste imeli še preveč.